Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni. Na kratko od mene se vam danes javljam zaradi tega, ker vam želim povedati, da smo seveda v januarju, kar ste verjetno že sami opazili, a ne? Mislim, da to ni bilo treba povedati, ampak rada bi pa povedala mečke nekaj o principu, kar ste najbrž že slišali, da se govori, da je tretji vikend v januarju, kateremu se seveda vztrajno približujemo, najbolj depresiven vikend v mesecu. In zdaj bi vam rada povedala, zakaj je to tako in zakaj se to dogaja in mogoče tudi malo, kako lahko to preprečite. Okay? Tretji vikend v januarju je najbolj depresivni mesec teden v celem letu in to je znanstveno izmerjeno zaradi tega, ker ponavadi z novim letom si ljudje postavljajo za obljube, želje in tako naprej. Naši možgani potrebujejo 3 tedne, ko se mi nekaj zavežemo ali si dovedemo novo navado, da jo začnejo izvajati. In človek, ki si postavi novo stvar in po 3 tednih možgani dojamejo, da je bila stvar samo postavljena, ne pa obdelana in delana, takrat energija in tvoja frekvenca ful močno padeta. Razumeš, ful močno tvoja energija pade in tle se zaved, da ne bo prišlo do nobenih sprememb in nastopijo stari občutki in še novo razočaranje, ker z vsako zaobljubo, ko ne narediš tisto, kar si se zadal, se ta razočaranja nalagajo. Ta razočaranja imajo pa v podzavesti en trik in ta trik je, da če jaz se nekaj zavežem pa ne naredim, se meni lahko v podzavesti, glede na to, kaj sem v življenju doživela ali pa karkoli, lahko vklop se ti, kaj če nisem sposobna, kaj če mi nikoli ne bo uspel, a razumeš? Ta prepričanja so pa stara, so pa naučena, so ti jih pa zasidrali. In dostikrat ljudje, da pride do tega tretjega vikenda v januarju in da pridejo do takih občutkov, je to zaradi tega, ne ker oni niso resno mislili, če bi resno mislil, bi naredil. Ni to čistko, dostikrat se te ljudi obsoja. Zakaj si nisi naredil? Rekel si už nekaj naredil, pa nisi naredil. V bistvu sam vse plažeš. Te ljudje so res hoteli nekaj spremeniti. Te ljudje ne gre za obsojati. Te ljudje niso mogli tega narediti, zaradi tega, ker jih preteklost preprosto ne pusti primer. A štekaš? Ne pusti jih primer. Zaradi tega, ker se užgejo stara prepričanja. Ko ti užgeš nekaj čist novega, neko spremembo, ta vedno nova energija, ki je ego neznana, užge ego obrambni mehanizem, ki je pa naučen, kako mora delovati in kako te mora ščititi in on se tej spremembi upre in te zleče na stare načine delovanja, ki so njega pustili v navidezno varni coni življenja. Veš? In to je zelo huda stvar. Zato številni ljudje se zdi, da so tak potencial, pa da to lahko naredijo, pa enostavno zadeva ne gre. In tukaj edina pot do tega je čiščenje teh prepričanj, zato da ne bi prihajali do tega. In zato tudi ni naključje, da tik pred 3. tednom v januarju sem se odločila, da začnem s spletnim tečajem razreševanja podzavestnih vzorcev. Razreševanje podzavestnih vzorcev niso neke lili-lala tehnike, ki ti bojo govorile, verjemi vase, ker to vse super, ampak so konkretna razlaga, kako deluje tvoja psiha, zakaj tako deluje, zakaj se podzavest tako obnaša, kaj ima pri tem ego obrambni mehanizem, kako lahko ti veš, kdaj in zakaj se je to zgodilo in predvsem, kako lahko to premagaš. Seveda so tukaj dodane številne meditacije in domači program in moje osebno mentorstvo, torej pomeni čez čiste stopnje, imamo eno tako zaprto skupino na naši spletni strani, kjer anonimno postavljaš vprašanja in te tudi vodna čez proces in tako naprej. Res sem se letos zavzela, to je čisto nova stvar pri vseh naših tečajih, to pomeni tudi ta osebna podpora, zato ker rabimo z vami doseči te rezultate, zato boste končno rekli, da ste pač nekaj najdeli, kar res konkretno tudi nekaj pokaže, kar jaz verjamem, da si želite. In najbolj pametno je, če ste ugotovili, da se vam to dogaja, da seveda ne morate čakati, da se bo kaj samo od sebe spremenil, ker ste najbrž ugotovili, da če se ni, da je težko, da se kar bo, pa samo zato, ker so se neki planeti premaknili, ampak bo treba na tem delati. In jaz sem za tebe dober duhovno zemeljski mentor, da ti to predstavim, da ti pomagam.
Torej imamo to razumevanje podzavesti, ogromne razlage, potem imaš pa še podzavest povezano z odnosi in kako graditi odnose in kako ne več pričakovati slabe stvari v odnosih. Potem imamo razreševanje preteklosti, pa tudi mogoče prejšnjih življenj, tudi to se tukaj zajema, ki so se ti naložile v DNK in je treba z njimi delati. In potem zadnja stopnja, zato se to tečaj imenuje, je tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, ampak jim pogovorno rečemo tudi krila obilja. Četrta stopnja je razreševanje podzavestnih blokad glede denarja, ustvarjanja novih idej in tako naprej, zato lahko res to obilje povabiš z novimi prepričanji v življenje. Tako da to bo vse potekalo ob večerih na spletu. Na spletu bo potekal v živo z mano, lahko boste postavljali vprašanja v klepetu in tako naprej, in potem boste imeli tudi posnetek, da boste to lahko večkrat pogledali. Imeli boste tudi dodatne podporne posnetke v samem programu, tudi v tem sistemu zadnji, kot sem rekla, dobite številne vodene meditacije. 2krat na mesec se bomo dobili za 3 urce na spletu, da bomo to obdelovali. Če se kdaj zgodi, da res ne moreš biti zraven, si boš vseeno lahko posnetek pogledala. Skratka, zdaj smo res v obdobju neke take transformacije in to se ti splača. Hkrati pa še vedno definitivno bomo delali z vami na spletu, vkolikor bojo ti ukrepi vztrajali. Smo se odločili, da bomo na splet odpeljali, jaz bom odpeljala, zaradi tega, ker so ogromno pokojnikov javila ljudem, tečaj življenja po življenju, posmrtne komunikacije, kako jih razumemo, kaj pomenijo, kako lahko sami komuniciramo z njimi, ta gradnja medijstva. In Vita naša se je odločila, da 23.1. v primeru še nadaljevanja ukrepov naredi, če bo treba seveda na spletu tečaj Usui Reikija, zelo obsežnega Usui Reikija. Vita ni človek, ki bi samo naredila tečaj Reikija, ampak ona je šolana reikistka, to pomeni, da je to večletno usposabljanje in zaradi tega je naredila pri nas res zelo tak obsežen tečaj Reikija in zelo rada bi, da doživite neko tako kvaliteto, kot je ona pripravila, tako da tudi to si lahko gledate. Imamo sicer tudi našega Nala, ki ima tečaj 13 magov, ampak on je rekel pa, da ima definitivno željo to v živo delati, tako da če od tega prišlo, bomo javili nove datume. Tako da to je nekaj, kar vam lahko zdaj za začetek leta pomagamo, da bo 3. teden v vikendu produktiva in tako naprej. Poglejte si vse to in še več na potovanju duse.si pod dogodki in se vas veselimo in vam vse dobro želimo. Se vidimo.